17 let profesor, če nečem 53, 14 let profesor zgodovine, ne, da takšni teksti mora iti. Slovenska matica je tako postala profesor Frano Tadaški v Zagreb, da je napravil nekaj popravkov, v bistvu zelo malo, so potem ugotovili, kaj je šlo. V 90-ih letih pa vodnih knjižni odsek pri slovenski matici Fran Levec, ki je Trdino poznal iz 80-ih let in prosi Trdino, če je pa pripravilo pa zdaj drugo pripravljeno bolj resno izdanje. In v Trdinovi zapuščini so obrali obsežni rokopisi iz spiskov iz različnih gradiv in iz pisem imamo dokumentacijo, kako si je Trdina predstavljal ljubno izdanje. Zavedal se je, da ni na voljo pripravljanih del in je napisal na dopisnici slovenske matice cel načrt, katere področne zgodovine Slovenci nujno potrebujemo. Matica še do danes ni celoti tega načrta izpolnila. Veliko naslovov pa je pozneje, desetletje kasneje, resnici šlo. In gleda, da je Franc Kos bil užaljen, kaj se je tu dogajalo, ni možno dobreni dokumenti videti, napisal je ta žaljivi spis in Trdina je nehal s pripravami. Slovenska matica se je odpovedala in zato je potem desetletje kasneje Mohorjeva družba izdala tisto, kar poznate, je zelo malo o zgodovino slovenskega naroda. Češ, matica svoje napovedi ni išla, mi bomo zdaj zapomnili to paznima. In je pač išla v tem 90 letih, v belih knjigah je šel po natis, te glodne malove zgodovine slovenskega naroda. Torej, leta 1900 je bil Trdina osmešen. Noben ni vedel, kaj je zbral, kaj je prebral, kako je hotel kritično pretresati predelano literaturo. Ta metodološka zadeva je še zdobljava. In treba se je predstavljati, da je v drugi polovici 90 let, ko je to delal, imel že skoraj 50 zveščičev Rusike. Rusiko je začel pisati v začetku 70 let. Rusika so kot zapisne knjižice, torej takšen format, kot imate tam. Mogoče malo takšno na sliki, da boste videli, kaj se je zgodilo. Samo preveč nove. Žal so mi slikali same nove. Mislim, nove, iz druge polovice 70-ih let, kjer se to več ne vidi. Namreč na neki točki te zapisne knjiži se delal in si je odpisal zapiske Dolenci, kar je bral v Rusiji. Zdaj me ugotovil, da to branje v Rusiji postaja samostojna veja njegovega branja in je nastavil posebno zbirko zveščičev v Rusiji in si je v teh prvih zvezkih, v teh nalepkah pisal, kaj imam v teh zvezkih v Rusiji. Vedel je so teh 27, da sem nabiral v Slovenci in si je tukaj samo pisal, kje imam kaj v Rusiji, da je vedel, da odpada konec. Takrat je še ni bilo 50-70 let, ampak 30 letja je zbiral literaturo v Rusiji. In nihče še ni popisal, kaj vse je od literaturo zbral. Verjetno ti zveščiči niso za objavo, so to glavne excerpti. To bi pa za popisati prvič, kaj vse je imel. Za nekatere zadeve smo gotovili, da so jih imel zelo hitro. Manj po 2 letih je imel v Novem mestu knjigo, ki je šla v Berlino, ali se ni imel autobisa, ni mogel po internetu pri Amazonu naročiti knjige. Torej, dobi se popisati to, kaj je to bral. Na drugi strani pa biti pozor, kaj se mu je dogajalo skozi 30 letja. Kolikšni miri je z čistega izpislovanja gradiva prehajalo v komentiranje v lastne prebliske, torej, koliko je začel že razmišljati. Vsekakor se lahko pa predstavljamo, da ko se je lotil pisanja 90 letih te zgodovine slovenskega naroda, da je imel neko bogato izkušnjo z predelovanjem literature, z neko predstavo, kaj pomeni pisati neko o neki nacionalni zadevi, torej ali o Rusiji ali o Slovencih. Vsi ti načrti so ostali neuresničeni in to je tukaj ta Šventnerjev poseg, da omeni tistem letu, ko se je nekdo posmehoval
trdini, da je to naš najimenitnejši pisatelj, ki že 12 let ni bil prisoten z novim besedilom, velik dogodek, veliko zasluga. Mi pa sploh lahko gotovimo, da danes, ko pogledamo na trdino opus, da brez urednikov, brez založnika Šventne in potem urednika Janeza Logarja, pravzaprav trdine skoraj ne bi poznali. Da ta Trdinova, ta Cankarjeva sodba o pomenu je pravzaprav impoznantna, ker je od 12 knjig zbranega dela, jih je več kot 2/3 išlo prvič šele po smrti. Deloma pri Šventerju, 10 knjiga zbranega dela, deloma je potem šele Logar in deloma smo še mi potem 3 knjige, teh zapisnih knjig skupljali, tudi imamo 12 plus 3 knjige in imamo še vse te rokopise knjig, ki jih je načrtoval, pa nekaj napisal, ki še veliko delal. V Luku imamo še več rokopisov. To se mi zdi neverjeten opus neobjavljenega. To se mi zdi še posebej zgovor, da izgib za pisanje, to upanje in želja, da bo nekaj uspel spraviti med ljudi. In še za konec, leta 1880 ga povabili kot mester, je star je 50 let. Leta 1866, kot veste, sta Jurčič in Stritar šla v pivo na Dunaju in potem sta po dolgi pivski noči sledila, da bo začela izdajati klasje in bosta tako odgovorila grofu Auerspergu, ki se grajski dežene zbolj videla norca, da ne potrebujemo učbenikov šolskih knjig za slovenščini, ker tako je možno že, ker globstvo premest so slovensko literaturo v državni zbor. In sledejo pisatelji, pazite. Šele imamo to zgodbo. Najprej pisatelji, Stritar, Jurčič, Levski bodo izdajali pisatelje, potem bo prijatelj in profesor slovenskega jezika Lemec izdaja Jurčiča, Stritarja, Tavčarja, Levstika. In potem pride prijatelj, ki najprej reče, izdaja bom prijateljem, izdaja Murna, ki ga je izvesto prozi, je smrtni postelj, da bomo izdal. Po letu 17 pa reče, pripravljali bomo zbirko slovenskih pisatelji, kolega Dovič se je navezal na to tradicijo, leta 1917, sistematično bodo pripravljali literarni zgodovinarji, ki se bodo potrdili s svojimi znanstvenimi objavami, bodo povabljeni, da napišejo poljudne uvode in predljive opombe k trajnim izdajam slovenskih pisateljev. Samo tisti bo lahko urednik zbranih del, ki se bo že potrdil kot znanstvenik na področju literarne vede. Tako imamo od pisatelji, prijatelji, ki niso pisatelji, znanost prevzame skrb za pisatelje. V tem nizu imamo torej tukaj ta posebni problem s Trdino, povabljeni kot mesta. Zelo malo, skoraj nič ni objavljal v tistem času, ko je bil na Reki. Peta knjiga v danem delu vsebuje deloma objave, deloma stvari, ki jih se ostavljajo kot rokopis. Slavon je postal s svojimi gimnazijskimi objavami. Vzeli Gregorja Kocanja, kratka proza na slovenskem, od Trdine do Krsnika. Ne primerja bajk in povesti o bojancih in kmetskih slik, pa črti, ki se čeka kmetske slike, pa primerja mladostne Trdinove objave s Krsnikovim ljubljanskim zvomom. Več je začetnik, romantični realist, navezuje se na mitološke zadeve. Gimnazijec Trdina si zastavi to mesto leta 1866 pozaben, ker ni na seznamu, ki ga imata Stritar in Jurčič, ko bomo objavili leta 1880 ko že mesto. Zapravo neki zelo hitri podtalni obliki je torej ostajal v spominu in na takšen čudni podtalni način je rekli, je prihajal do založnikov, do urednikov. V bistvu je kar ganljiva zgodba, da je njegov gimnazijski dijak Pavel Turner bil takšen preganjač Rašnica in Šmenterja, zdaj piše ta pogodbo z njim za neizbrane spise. Torej, nekdo, ki je na Reki bil njegov gimnazijski dijak, potem, ko se je vrnil iz tujine z Maribora, spodbujal to dejavnost.
in da je imel svojega profesija take lepne spomine, da bo je še potem tudi štajerska vina na Dolenjsko pošiljal, rekli se mi zdi iz vinske države za vinsko državo, še posebej sočni detalj, govoriti z vino. In tako je, skratka, zgodba o slovenskih klasikih je včasih zelo jugava, zelo zanimiva in še ne do konca raziskana. Hvala za pozornost.